Sem Tine Pirš, sem dijak šolskega centra Rogaška Slatina in moj talent je glasba oziroma točneje igranje kitare. Jaz sem Dona Popovič in moj talent je risanje. Sem Staš Sevka, moj talent naj bi bil šport, košarka predvsem. Sem Matic Taser, dijak 3. letnika gimnazije in na ŠCRS se večkrat pokažem z igranjem kitare. Sem Maruša Zavezina in moj talent je glasba oziroma igranje violina. Sem Timotej in sem talentiran v karateju. Prihajam iz glasbene družine, zato sem se tudi vpisal v glasbeno šolo. Za kitaro pa me navdušil oče. Najprej sem risala samo bolj anime figure, bolj preproste risbe, vendar sem v zadnjih mesecih, mi je k srcu priraslo realistično risanje. Najprej sem ko sem bila mlajša, sem gledala risanke in mi je bilo zanimivo, zato sem začela risati. Potem velikrat so me v družini zaposlili kot nekega delavca voščilnic. Pa zadnje čase sem velikrat kakšnemu prijateljici podarila risbo nje ali njega kot darilo. Kitaro igram že od 3. razreda osnovne šole in zato, da sem se vpisal v glasbeno šolo, so mogoče zaslužni predvsem moji starejši bratje in tudi oče, ki so vsi ukvarjali na nek način z glasbo. Ampak takrat mi to ni bilo tako užitek, bolj kot zdaj zadnjih par let, odkar mi je glasba prišla bolj k srcu in sem tudi član glasbene skupine. In na tak način potem tudi z vajami na raznih preditvah in nastopih poskušam razvijati ta svoj talent. S košarko sem se začel ukvarjati že v osnovni šoli, torej v 2. razredu. Za odkritje košarke so zasluženi predvsem moji starši, ker že od malih nog sem bil malo višji od ostalih in so mi vsi rekli, da moram nekaj početi v zlogi s športom. Z violino sem se seznanila približno v 3. razredu osnovne šole. Za njo me ni načeloma noben navdušil, ampak sem jo nekdaj zdela nežen inštrument in me zato toliko pritegnila. Svoj talent sem odkril v zgodnji procesu treniranja. Začel sem pri 6 letih, ko me je oče vpisal v karate. Moja družina vsi trenirajo karate in smo vsi, razen moja mama, črni pasovi, smo majstri karateja in že treniram 12 let. V šoli sodelujem tudi v šolskem bendu in na tak način razvijam svoje sposobnosti. Glasbo pa tretiram kot hobi in tako nameravam storiti tudi v prihodnje. Mislim, da je zato potrebno veliko discipline, vztrajnosti in pa da uživaš v tem, kar počneš. Razumem ga tako, da imam veliko umetniških prijateljev, tako da skupaj velikokrat rišemo. Tudi gospa profesorica, ki jo imam na tej šoli za likovno, me zelo spodbuja in velikokrat me vpiše kakšnemu natečaju, kjer pogosto tekmujem. Za prihodnost mi verjetno ne bo ravno najbolj koristilo, razen če bom šla v arhitekturo, vendar je to bolj tehnično risanje, tako da to, kar trenutno rišem, mi ravno ne bo prišlo prav. Obadam se s tem kot hobijem, ker zdi se mi, da če bi se s tem začela ukvarjati bolj profesionalno, bi mi to vzelo nekakšno ljubezen, ki jo imam do risanja, tako da bom to delala samo v prostem času. Svoj talent razvijam v šoli, v kateri sodelujem v šolskem bendu, s katerim nastopamo na raznih šolskih prireditvah. Predtem sem jo pa razvijala v glasbeni šoli, v kateri sem obiskovala 8 let. Za ohranjanje svojega talenta pa treniram vsakodnevno po 2-krat na dan in če želiš uspeti v tem, kar rad delaš, moraš tudi veliko truda vložiti v to. Tudi v prihodnosti se vidim v košarki, saj že sedaj igram profesionalno in tudi mislim, da v prihodnje bo tako. Talent ni edina stvar, ki te lahko potegne do najvišjega rezultata in svojega potenciala. Mislim, da je bolj pomembno tudi težko garanje in dela, koliko spraviš in koliko časa daš v svoj talent.